She said I can be a frog, I can be a bat, I can be a bear, or I can be a cat. Sprejemni izpiti moji so sicer že kar nekaj časa nazaj, oziroma dobrih 7 let, ampak moram reči, da se jih še zelo živo spominjam in jih najbrž ne bom nikoli pozabila. Pa ne zato, ker bi pač bili nočna umora, ampak pač zaradi tega, ker se mi zdi, da je to ena prelomnica v mojem življenju, ki bo za vse življenje pač ostala zapisana. Je pač ključno, kar se mi zdi pri sprejemnih izpitih, je to, da se ne zafrkavaš, da jih vzameš skrajno resno, kar pomeni, da se pač, kolikor se le da, najboljše pripraviš na vse te stvari, ki ti jih pač oni zadajo, ne. Zdaj trenutno je verjetno nekoliko drugače tudi s temi sprejemnimi izpiti, ker vsi vemo, da je trenutno ta bolonjski sistem. Ampak takrat, ko sem jaz opravljala sprejemne izpite, pa da ne bo pomote, za pogum opravljala sem jih 2-krat in sem še živa in še stojim tukaj. Takrat je pač bilo treba, mislim, da pripraviti 3 monologe, 3 poezije in 1-2 prozna teksta, nekaj takega. Ja, sprejeti je lahko vsakdo. Tisti s pomočjo ali tisti brez pomoči, tisti z izkušnjami ali tisti brez izkušenj. Zdaj, če se spomnim za nazaj, mislim, da takrat, ko sem jaz šla na sprejemne izpite, v bistvu sploh te izkušnje niso bile preveč dobrodošle. Oziroma se mi zdi, da smo jih vsi kar malo prikrivali, zaradi tega, ker se profesorji zelo, zelo bojijo v bistvu mladih ljudi, ki pridejo, oziroma ne marajo, da prideš ti že v poziciji, jaz sem pa zdaj igralec. In če me boste vi sprejeli ali ne, bom igralec. V bistvu tega po mojem ne marajo, zaradi tega, ker ti v bistvu moraš prikazati oziroma pokazati sebe kot eno zelo upogljivo in gnetljivo telo, ki ga potem oni lahko sesujejo 100-krat, pa 100-krat na novo sestavijo. In v bistvu, če ti prideš že z neko trdo prepričanostjo in nočeš odstopati od te svoje prepričanosti nič, to je po mojem najslabše, kar lahko narediš, no. Moram reči, da ne bom pozabila nikoli to, da se nisem pustila, da sem vztrajala, čeprav en primer je bil malo čuden, no, ki jaz nisem mogla razumeti, kako pa vi to ne razumete, kaj pa hočete od mene. In sicer v trenutku dobili smo nalogo, najboljšemu prijatelju je umrla mama, oče, pač kdorkoli starš. In pač po pogrebu stojite v vrsti in gre pač vsak posebej do njega in mu izreče sožalje, ne. In to, kako sem jaz pač temu prijatelju izrekla sožalje, jih je blazno zmotilo, zaradi tega, ker sem to naredila zelo mirno, zelo kratko. Ne vem, verjetno so hoteli, jaz ne vem, kaj so hoteli. Vse mogoče jih bilo to prav, pa so me zaradi tega začeli spraševati, zakaj si pa to tako naredila, a se tako izreče sožalje, ne vem, a bi se morala na kolena metati, pred njim jokati, ne vem, kaj bi morala narediti. Tako da v bistvu to je ena taka stvar, ki mi še zdaj ni jasna, kaj so točno takrat želeli od mene, ampak mogoče jih to, kar sem naredila. Kdo pa ve. Drugače pa nobenih posebnih tako izkušenj. Res pa je, da je v istem letu, v tistem letu, ko sem tudi jaz delala sprejemne, je bilo kar nekaj takih, recimo en prijatelj je mogel biti balon, če smo že prej govorili o tem. Ena prijateljica so jo tako sprovocirali, da je razbila ne vem koliko stolov. In tako naprej, ampak to so pač izkušnje vsakega posameznika. Jaz jih na srečo ali pa na žalost nimam. Do you want me to do again or just let me know? Doing